Televizijski oglas za Tiguana lepo pokaže, da je ta avtomobil primeren tudi za brezpotja, ko se možakar s polnim avtomobilom gospodičen zasanja, kako drvi po brezpotjih. In za takšne podvige si lahko umislite bolj terenskega Tiguana, ta, v katerem sedim jaz, pa je bolj cestno naravnan. Nima agresivnih zaščit podvozja, zato z njim zahtevnejše plezanje odpade, se pa boste povsem samozavestno počutili takrat, ko se boste z njim zvečer pripeljali pred gledališče. Prenova je namreč zgledila nekaj gubic, da je avtomobil še vedno svež, dodala LED diode in malce prevetrila notranjost. Tako je Tiguan ostal dober skupek avtomobila, ki ni preglomazen za v mesto, je dober za vožnjo po podeželju in hkrati pripravljen za spopad s kakšnim lažjim brezpotjem. Všeč mi je nekoliko višje sedenje, ker je zaradi tega pregled na okolico boljši, in všeč mi je germanska izdelava. Naj bo malce umirjena oziroma dolgočasna, ampak je zelo dobro sestavljena. To cenim, ker ne maram škripanja armaturke za vsako figo in ta je vedno lepo tiho. Tiguana si lahko izberete tudi le s sprednjim pogonom, se mi pa zdi, da je ta štirikolesno gnana različica boljša izbira. Ne zato, ker je ta avto bolj suveren na terenu, Tiguan tako ali tako ni avtomobil za hude terene, ampak predvsem zato, ker je v zimskih dneh vožnja z njim bolj varna in prijetnejša. Takšen dvolitrski motor TDI lahko najdemo praktično v vseh modelih znamke in tudi v Tiguanu svoje delo dobro upravlja, je lepo kultiviran, lepo potegne iz nizkih vrtljajev, porabi pa med 7 in 8 litrov, kar je tudi v redu. Je pa cena tista, ki bo morda koga odbila od nakupa, saj je tekmecev na trgu zelo veliko. Celo v lastni hiši imajo enega, Škodo Yeti, ki je sicer za okrog 20 cm krajša, a nima bistveno manj prostora. No, takšen Tiguan pa vas bo stal dobrih 36 000 evrov.